Živijo, in tukaj, gledajte, slon je easy. Jaz tukaj razumem slon na najbolj easy način. Ali pač, verjetno ste me že slišali prej, ko sem rekel, da pač stavek ni stavek brez glagola, ne. No, to ni čisto vedno res. Čeprav pač je slišati, da je, ni čisto vedno res. Vsaj pri neglagolskih stavkih to ni čisto res. Tega, ker danes bomo šli skozi neglagolske stavke. In seveda, kot ste verjetno videli ime mojega kanala, je slova na easy, ker bomo danes šli skozi snov na najbolj easy način. Pač vsi gremo vedno, ampak danes bomo šli še bolj na easy. Torej, kar lotimo se v bistvu, kaj sploh so neglagolski stavki. V bistvu, neglagolski stavki so stavki, ki nimajo glagola in so dodani glagolskim stavkom, oziroma je dodan glagolskemu stavku. Oziroma, bolj natančno, ta neglagolski stavek v bistvu je pojasnilo o vlogi oziroma pomena nečesa pač, a ne nečesa. In podatek o lastnosti nečesa je tudi, ne. Torej, neglagolski stavek je v bistvu stavek, ki je dodan glagolskemu stavku in je pojasnilo o vlogi oziroma pomenu nečesa, oziroma je podatek o lastnosti oziroma vrste nečesa, ne. Torej, to je spet vse slišati. Bla, snov. Spet, kot sem prej rekel, to je slova na easy. Od tega bomo zdajle to ponovili na najbolj easy način. Torej, v šolo hodijo otroci, ne. To je samo normalen stavek. Ampak nič nam ne pove. Vemo samo, da v šolo hodijo otroci. Ne vemo, kakšni so otroci, ne vemo, kateri so otroci, vemo samo, da so otroci. Zato lahko dodamo starejši od 5 let tukajle in dobimo potem v šolo hodijo otroci, vejica starejši od 5 let. In ta starejši od 5 let je stavek. Ampak, kot ste opazili, nima glagola. Zato je to neglagolski stavek. Spet, easy. Ampak ja, torej ta starejši od 5 let je neglagolski stavek, ker smo ga dodali, v šolo hodijo otroci, ki je pa navaden stavek. In v bistvu ta starejši od 5 let je podatek o lastnosti oziroma vrsti otroka, ne, zaradi tega, ker nam pove, da so ti otroci starejši od 5 let, a ne. Torej, je pa tudi še ena zelo pomembna stvar. Ti neglagolski stavki ne morejo biti samostojni. Pač, ne more biti samo, na primer, poved, ki je starejši od 5 let, ne, pika. To ne more biti. Vedno se mora neglagolski stavek, vedno mora biti dodan glagolskemu stavku. To je verjetno najpomembnejša stvar, zdajle napisana na tej tabli. Če pa hočemo, na primer, ta starejši od 5 let, ki je neglagolski stavek, v bistvu spremeniti v glagolski stavek, pa to tudi lahko naredimo. S tole, ki so, oziroma ki je, oziroma ki smo, s temi besedami. V našem primeru bomo uporabili ki so, ne. Boste videli, kaj mislim. V šolo hodijo otroci, vejica. Tukaj pa bomo dodali, ki so starejši od 5 let. Torej, v šolo hodijo otroci, ki so starejši od 5 let. Zdaj imamo dva glagolska stavka, ne, oziroma imamo podredje, ampak pač ja, dva glagolska stavka. V šolo hodijo otroci, ki so starejši od 5 let. Ker smo uporabili to tukaj, ki so, ki je oziroma ki smo. To je tudi precej pomembno, ne. Je pa tudi res, da pač zadnjič, decembra, ko smo imeli pač podelitev oziroma razglasitev FAC leta 2020, se nam je pa tole zgodilo, ne. Nagovoril nas je gospod Borut Pahor. To je tudi stavek, a ne, normalen stavek. Pa rečemo, da je moj prijatelj, ne, iz Avstralije, ki ni Slovenec, itak, ker je iz Avstralije, ampak se ni nič pač pozanimal o pomembnih Slovencih. Torej, ne ve, na primer, kdo je gospod Borut Pahor. Za njega bi pa lahko napisal: nagovoril nas je gospod Borut Pahor, vejica, naš predsednik. Ali pa vejica, predsednik Republike Slovenije, ne. Nagovoril nas je gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Ta naš predsednik oziroma ta predsednik Republike Slovenije, to je pa tudi neglagolski stavek. Je stavek, ampak nikjer nima glagola, ne.
tukaj pa nagovoril nas je gospod Borut Pahor, je stavek, pač je glagol nagovoril, a ne, pa pomožni glagol je, tukaj naš predsednik pa ni. In spet, ne more biti samo samostojno, ne, naš predsednik pika, to ne more biti. Če pa hočemo spremeniti ta naš predsednik v pač glagolski stavek, pa bomo uporabili spet ki so, ki je, ki smo, zdaj bomo pa uporabili ki je. Torej, nagovoril nas je gospod Borut Pahor, ki je naš predsednik, ne dodamo k neglagolskemu stavku. Nagovoril nas je gospod Borut Pahor, ki je naš predsednik, ne. In v glavnem, to je to za ta film, če grem samo še na hitrico, že spet najzi. V bistvu neglagolski stavki so v bistvu stavki, ki nimajo glagola in jih dodamo k glagolskim stavkom. V bistvu pač so nekako pojasnila o vlogi oziroma pomenu nečesa, oziroma so podatki o lastnosti oziroma vrsti nečesa, ne. Na primer, v šolo hodijo otroci, več starejši od 5 let, ta starejši od 5 let je neglagolski stavek. Če pa hočemo te neglagolske stavke spremeniti v pač glagolske stavke, pa jim dodamo ki so, ki je, ki smo, odvisno od primera, ne. To pač logično uporabite. In potem pa še ena od najpomembnejših stvari, neglagolski stavki ne morejo biti samostojni. Vedno morajo biti dodani k glagolskim stavkom. In še preden grem, a veste ono, ke pač sem velikokrat rekel, da pač stavek ni stavek, če ni glagola? No, to je res. Vse do neglagolskih stavkov, ki ima pa svoja lastna pravila. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če bi mi ful pomenili, če bi ga všečkali, ali pa če bi se naročili na YouTube kanal Slonec, rdeč gumb spodaj, čisto brezplačno in ful bi pomagali mojemu kanalu. In že spet, upam, da se bomo kdaj drugič videli, da se boste imeli lepo in čau!